Luštane, ko imaš toliko papirja, pa kar razmetavaš, pa posota, veš. Ugla, havnem. Dolgo smo čakali, Q&A. 11 mesecev, če smo natančni. Sicer nič nimam na računalniku, ampak glih tako, da se malo zapolne kader, pa da sem nekam usmerjen. Zlati res pa to. Pridni ste bili zelo, veliko izvirnih vprašanj, kakor sem na hitro preletel. Na Instagram story ste mi komentirali. Tega sem probal prešteti, ampak se ne da. Ne vem, do 500 sem prišel, pa nisem mogel več šteti. Saj ne vem, začnem čisto od spod ali čisto na vrh ali nekje vmes. Tega vmes nekje. Evo, sem šel čisto dol. Prvo vprašanje, kje kupuješ oblačila? Zelo izvirno. Tako mi rekel, zelo spontano, tam kar rabim kakšen kos oblačila, tam ga kupim. Tegale sem kupil v Miamiju, hlače sem kupil v slovenski Zari, tumfe mislim, da sem kupil v Torontu, gate so pa tudi iz Toronta ta. Imam pa tudi svojo lastno proizvodnjo lušten puloverjev in ja, tudi tega se bomo dotaknili v naslednjih vprašanjih, prav gotovo. Drugo vprašanje, kaj delaš v karanteni? Vzel sem si en teden, 2 tedna čist na off, malo smo poeditali kakšne videe, sem se kar nekaj naspal tudi, spim po 4 ure še več. Vprašanje številka 3. Koliko evrov stane vsa tvoja oprema za slikanje? Kot prvo ni to slikanje s čopičem, temveč fotografiranje. Zdaj ste me dubali, ne vem, vse nabere pol počas, že za en avto, tako rekoč, skorda, ne? Ampak, ko pomislimo, da mi to prinaša denar nazaj, mislim, da je bila kar dobra investicija. Tvoj prvi poljub. Shit. Šola v naravi. Mislim, prvi poljub je bil gotovo že v vrtcu, ampak tak mal daljši poljub, pa bila je sošolka. V kolikih državah si že bil? Lahko grem pogledat zemljevid sveta, pa Matic bo štel, jaz jih bom pa bral. Nemčija, Francija, Turčija, Kanada, Mehika, Indija, ZDA se šteje kot ena, ne, ali kaj? Tam sem jaz močen. Tajska, 27, če se ZDA šteje kot ena, pa če se ne šteje držav, kjer sem bil manj kot 24 ur. Kdaj imaš rojstni dan? 23. maj. Kdaj bo tvoj merch? A je kdo omenil merch? Tale merch? Ali tale merch? Stvar je taka, da ko sem prišel iz Anglije, se je pojavila ta korona, zbolel sem in nisem hotel kašljati po vaših puloverjih in sem rekel, bomo malo počakali, da se celotna zadeva malo pomiri, ker pa zgleda ni konca tej koroni, pa mislim, da se bo merch vrnil pred zaključkom te epidemije. Bom obveščal na Instagram storijih. Gremo naprej. Imaš avto oziroma izpit za avto? Če imaš, kater avto voziš? Imam izpit, nimam avta, zato ker je vse tako malo še nafrišen, sem se dobro glih vrnil. Glede na to, da živim v centru, uporabljam pol različna prevozna sredstva, kakšno električno, kakšno poganjalno. Če pa bi rad kdo, da kaj sponzoriram, se pa z veseljem priporočam. Kaj si hotel postati kot otrok in če si to zadovoljil? Hotel sem postati astronaut in ne, nisem tega zadovoljil. Za koga navijaš v MotoGP? Glede na to, da sem rojen 1993, mi je nekako v samega štarta bil najbolj všeč Marquez. Je bil pa to pol večni konflikt v družini, ker sta oči in brat za Rosija itak. Kakšno muziko poslušaš? Pa en lep pozdrav iz Mirne na Dolenjskem. Pozdravljam nazaj. Kakšno muziko poslušam? Čisto vse. Od cajk pa do bolgarskih. Čaki. Koliko časa ponavadi traja montiranje vloga in ali zaslužiš kaj od YouTuba? Različno, no, sem ga tudi že v 3 urah zmontiral, pa v 2 tednih. Koliko zaslužim od YouTuba? Tako je, dolgo časa nisem imel vklopljen monetizacije, to pomeni, da si vklopaš reklame med samim ali pa pred vlogom. Gre na število ogledov in na število klikov ljudi, ki kliknejo na te oglase, kar pomeni, da z mojim številom ogledov ne moreš živeti od tega, oziroma na mesec zaslužim samo od oglasov 30 evrov. Kjer se pa da zaslužiti denar, so pa razna sponzorstva, ki jih lahko omeniš v vlogih oziroma uporabljaš njihove obleke, njihove produkte. Itak je odvisen od vsakega naročnika, kako se zmeniš z njem, ampak lahko rečem vsaj, da se s tistim da preživeti. Kje se spomniš vseh teh izjav, kot so piškotek, prepečenček, ja kje pa ši in tako dalje? Ja kje pa ši.
Kje pa fora je od Anžeta, ki je skozi govoril raznim psom, mačkom in tem živalim. Piškotek pa prepečenček, to imam pa že nekaj let, ne vem, tako sem probal hecati malo prijatelje, pa sem jim dajal neke pomanjševalnice. Las imaš na glavi, fuck. A bi kdaj skočil s padalom? Bi. Zdaj pa najbolj pogosto zastavljeno vprašanje, ki ga dobim v DM-ih, kater fotoaparat bi priporočil. Pa imamo pa dve kategoriji ljudi, nekateri, ki iščejo do 500 evrov in nekateri, ki iščejo do 1000 evrov. Tako je, zdaj bom povedal enkrat za vselej. Žal, jaz ne sledim tem novim fotoaparatom in ne sledim nekemu vstopnemu razredu fotoaparatov, ker jih ne uporabljam. Jaz mislim, da ste boljši na svet najdel, če vprašate enega prodajalca v trgovini. Kako to, da sta z Anžetom pol brata? Pa to ta ni normalno, razumeš? Kira pesem te spomni na otroštvo? Tara, ti si pa že ene 16 vprašanj dala. Pridna? Kira pa me? Veš, podobna tisti si iz naslovnice. Ta me spomni. Hej, Piškotek, kakšne plane imaš kaj glede potovanj in snemanj? Once corona passes. Trenutno sem vse skenslal za celo poletje. Omen me v vlogu. Bojč Patrik, omenjam te. Če bi se lahko za en dan spremenil v nekoga drugega, kdo bi bil? Bil bi delfin, da bi lahko plaval in raziskoval oceane. Živjo, mene zanima, če si že kdaj poskusil makrofotografijo in kaj je tvoje mnenje? Ja, pravzaprav je bila makrofotografija prva smer fotografije, ki me je navdušila za le to. Kupoval sem makroobjektive, predleče, makrobročke, ne vem kaj vse. Passion me je gnal naprej in sem v 5 zjutraj vstajal in fotku mehne žuželke, cvetove v rosi, velik spekter. Kakšna slaba izkušnja v tujini. To, da se sred Azije zastrupaš s hrano, pa bruhaš 3 dni. Ali pa to, da sva z bratom na tistem tripu 2-krat sem izgubil denarnico, pa 2-krat telefon, pa 4-krat dobil nazaj vse. Kjer telefon imaš? Za klicanje uporabljam iPhone X, ki je kot vidite razbit. Pa imam pa še iPhone XS, ki je pa glih tako razbit, tega uporabljam pa za fotografiranje, ker mi ta kamera ne dela. Koliko punc si imel? Resno 1, pa 2 malo manj resni. Naj film pa naj serija. Django Unchained oziroma Wolf of Wall Street oziroma filmi od Tarantina ali pa Martin Scorseseja, to sta mi 2 taka režiserja, da res spoštovanja vredna. Od serije bi pa rekel Breaking Bad. Kaj bi naredil, če bi bilo jutri konec sveta? En GTA real life bi šel, tako malo bi čez ljudi vozil, malo bi trgovine ropil. Če bi bilo konec sveta, se to ni pol smatrano kot greh, sklepam. Imaš kakšen tatu? Če ne, bi ga rad imel. Nimam in ja, rad bi ga imel. Kaj? Še ne vem, mogoče kakšnega flamingota, kakšen sladoled, bom videl. Kdo je starejši, Bit ali Žan? Ker tega nisem zasledila nikjer. Ti imaš najbolj luštne vloge. Kdo je pa Žan? Kdo je Žan? Najslovenski youtuber oziroma tvoj idol. Lana Briški. Prosim, prečekirajte njen kanal, zelo zanimiv. Katero mesto do zdaj, ko si potoval, ti je bilo najlepše in najboljše? Tako mi rekel, najbolj me je presenetil San Francisco, tak mest, ki sem si rekel, wow, živel bi tukaj. Spet ista pupa. Kako je ime hčeri od Maje pa Samota sem zasledila, da se je rodila? Hčerki je ime Leon. Kako imaš obrnen WC papir? Dobro vprašanje, to mi je pa ful všeč. Ker jaz ne razumem... Ok, to je stena. Jaz ne razumem ljudi, ki imajo obrnen tako, da moraš ti vsakič steno pobožati, preden vzameš. Zakaj ne bi imel tako, da je bližje tebi? Čemu? Kos opreme, ki bi ga najraje imel. Najraje bi imel objektiv od Sonya 16-35-2.8, da bi svet zajel v majčkem širšem kotu, pa mogoče bi lažje kakšen interiorni šotek naredil, naprimer v avtomobilu. Je pa hudič drag bliz 2 jurja. Prva stvar, ki jo boš naredil, ko bo konec karantene. Šel bom žurat. Koliko so sladki šaj.
Gremo dalje. Kje se vidiš čez 10 let, kak nasvet bi dal 10 let staremu bitu? Da ne bo potrpežljiv. Drugače pa ne obžalujem kaj veliko stvari. No. Vesel sem, da sem se začel ukvarjati s fotografijo. Vesel sem, da sem veliko let prešraufal mopede, jih predeloval. Mogoče bi dal nasvet, da bi prej začel YouTubati, ker sem bil bolj nor. Kje se pa vidim čez 10 let? Definitivno se ne vidim v neki pisarni pa v nekem ustaljenem, umirjenem življenju. Najboljši aparat za kavo oziroma kaj priporočaš? Dajmo to pustiti za en poseben vlog, ki se bom posvetil prav kavi. Pripravi le te in tam bom odgovoril boljš na ta vprašanje. Tale vprašanje se pa ponovil že ene 62krat. Kako ste me napadali, prav malo toksičen že ratali to vse skupaj. Treba kar malo razkužiti, sem šel čez toliko ljudi. A imaš punco? Ne, nimam. Zakaj? Neko pravilo, ki sem si ga zadal v življenju, obdobje od 20 do 30 leta je po mojem mnenju obdobje, ki si lahko privoščiš življenje živeti maksimalno rizično. In glih v tem obdobju imam najmanj obveznosti, najmanj bremen, ki sem jih bolj nabral v naslednjih letih. Zato bi rad ta obdobje živel polno in sprobil čim več stvari. Sprobil bi se v različnih poklicih, rad bi videl čim več držav. Bom probal najti neko srečo, neke zadeve, ki me veselijo, ki bom pač pa lahko jim sledil celo življenje in gradil na njih. Zato se v tem obdobju ne vidim v zvezi. Mlad sem še, pa še dolgo bom živel, upam. Kako začeti z editanjem? Kje sem se naučil? Čist zgolj in izključno YouTube tutoriali. Kaj bi bil, če ne bi bil fotograf? Avtomehanik. Najljubša barva? Črna. Če to ni za vas barva, pa bela. Weird food combination. Mogoče sem jaz eden tistih redkih ljudi, ki imajo radi pomfrit z sladoledom. Absolutno pa nisem človek, ki bi na pici jedel ananas. Kako si zorganiziraš potovanje? Ne maram strukturiranih potovanj, pa ne maram si vnaprej določati. Ti hočem videti pa un muzej, pa uno, ka pol na koncu samo kljukce delaš in ne doživljaš z dušo. Zalika 137, omenjam te v videu. Nasvet za dobro fotko. Probi najti kakšen kot, ki ne bi pomislil na njega vsak. Probi nekaj najti v prvem planu in izza tega fotografirati, seveda s fokusom in poudarkom na samem predmetu ali objektu. Pa ne pozabi na svetlobo, ker je svetloba 80% dobre fotke. Če bi se vse to s korono končalo, bi se dalo, da bi prišel posnet in poslikati v leto? Ne. Nekako se ne razumem s tem. Hej, redno spremljam tvoje vloge in vidim, da si kar veseljak, ali si vedno tako poln energije? Ne, nisem, tudi jaz ostanem z levo nogo, imam slab dan, imam slab teden, včasih tudi 2, mečkam depresije sem pa tam, ampak jo hitro premagam s kakšno skodelico kavice, pa s tem, da se spomnim, da tudi lepši dnevi pridejo kdaj v življenju. A ne, kako sva pozitivna. Life is good. Ali pride nov merch? Rabam enega dobrega oblikovalca. Ali je med vami kakšen perspektiven grafični oblikovalec, kakšen, ki je poln enega navdiha, ki bi rad meni dizajniral, kakšne kvote takole po roki, kakšen napis, kakšne grafike. Če ste, prosim, poslajdite v moje DM-e, pa naredimo en kolab z veseljem. Najljubša pesem? Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants. Koliko največ kav si popil? Po mojem, da čez 8 nisem šel. Kaj si najrajš pripraviš za jest, kuhaš? Kakšne tortilje včasih rad popečem, ki se lahko malo igram s kreativo, kjero zelenjavo bom dal, a bo fižolček tudi noter, ali korusca, kakšna omakca, bela salsa, rdeča. Tortilje. Kakšno kavo piješ? Črno. Čim bolj črno, pa čim bolj razrečeno, da čim dlje traja. Na rojstnodneve zabave prideš tudi slikati in snemati? Ne. Koliko časa je trajala tvoja najdaljša zveza? By the way, si moj najljubši JT. Hvala. Moja najdaljša zveza je trajala majčkeno več kot 2 leti. Kjer lens je najboljši za vloganje? Za vloganje bi rekel čim širši kot 16:35, na primer na full frame senzorju. Kako ti je uspel preboj na mednarodno sceno glede snemanja in fotkanja? Če odštejemo Kanado, prvi posel, ki sem ga delal v tujini, je bila poroka na Dunaju. Do nje sem prišel pa tako, da sem bil v Facebook skupini neveste in ženini v Avstriji. Drugače, če splošno pa to, da dobre videe, svoje najboljše delo dajete ven, se expozate, uploadate, pošiljate okoli, samo promocija.
A bo z Anžetom še kaj vlogov? Bojo vlogi še z Anžetom. Do kolikega vloga si želiš priti številčno? Do 99. Ko me bo polsko žrl, kaj bi bilo, če bi še enega naredil. Kdaj si načrtuješ družino? Po 30. Kdaj misliš imeti punco? Po 30. Ali si na začetku mislil, da boš bil z YouTubeom znan? Ne. Prvi vlog sem uploadil predvsem zaradi prijateljev, da sem jim pokazal, kaj se mi dogaja v Kanadi in kaj delam. Bolj iz tega pogrešanja, do druženja, do komunikacije z le temi. Koliko kap imaš? V zadnji pošiljki sem jih 8-9 dobil, pol pa po enem letu jih pa stran vržem, tako da 12. Kdaj si imel prvo punco? Prvo punco sem imel pri 19 letih, ona je bila stara pa 18. Pa zelo sva bila zaljubljena. Katero eksotično, divjo, nevarno žival bi najraje fotografiral v njenem naravnem habitatu? Na globini 10 km pod morjem, tisto ribo, ki ima luč pa proizvaja elektriko. Pa jaz bi bil v Podmornici. To bi bilo najjače, majke mi. A se ti zdi, da si v vlogih tak, kakršen si tudi na splošno v življenju? Jaz mislim, da ja. Dajmo narediti en test, pa bom poklical, mogoče najbolj da vprašam brata, glede na to, da me najbolj pozna. Znajdel sem se pred enim vprašanjem, ki me zanima, ki bi rabil tvoja pomoč. A sem jaz isti v vlogih, kakor sem v resnici? Več ali manj ja. Ampak? Včasih malo tirin. A to, da se malo potrudim biti bolj pozitiven? Ja. Ja. Ne, nisi tako drugačen, ne bi rekel, da si no. Pa da fejkam. Ne bi mogel ti fejkati, to je to po mojem. Tako je, ne, če sem zamorjen, nočem te zamorjene energije prenašati na gledalce, zato se potrudim biti malo bolj optimističen. A imaš punco? Še kar ne vemo, še kar je nimam. Kdaj nameravaš ustvariti svojo družino in koliko otrok si želiš? Imel bom 3 otroke, 1 hčerko pa 2 sinčka, ki bosta dvojčka. S katerim šamponom si umivaš lase? Resno? Pantene, Turbo Repair, ne vem kva, Tour de France. Mnenje o veganstvu? Tako je, ne? Jaz nimam čist nič proti veganom, tudi zdi se mi tak način življenja do neke mere zdrav. Mogoče bi bolj rekel, da je zdravo vegetarijanstvo, zato ker se mi zdi, da je le neka raznolikost potrebna v našem jedilniku. Nič nimam proti veganom, če se je kdo zdajle pržgal, jejte vse, karčte. Sem tudi sam bil udeležen tega in sicer eden v ožjem prijateljskem krogu je postal vegan. Vse nas je hotel prepričati, da postanemo vegani, pa kar naenkrat nismo nikjer več mogli skupaj jesti. Nič lušten smo se imeli, do konca nismo prišli. Ob tej priložnosti bi se pa rad zahvalil še enkrat vsem, ki ste subscribani na moj kanal, me followate na Instagramu, me podpirate in pa, če slučajno še kdo ni videl, hvala, dobil sem nagrado za naj-youtuberja leta 2019. V bistvu ne vem, kaj več bi si lahko sploh želel kot nagrado za nekaj, kar pač najraj delam. Hvala vsem. Pa če slučajno še niste subscribani, mi bo to veliko pomenilo.